Peta kitica, konec. Ja, posteljni stebriček je njegov. Postelja je njegova, soba je njegova. Še najboljše in najsrečnejše pa je, čas pred njim je njegov, da v njem vse popravi. Živel bom v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, je ponavljal, ko je lezel s postelje. Duhovi vseh 3 božičev bodo tekmovali v meni. O, Jakob Lapor, nebesa in božični čas, bodita hvaljena za to. To pribijam na kolenih, stari Jakob, na kolenih. Bil je tako razburjen in goreč od dobrih namenov, da ga je zlomljeni glas komaj še ubogal. Ko se je bojeval z duhom, je silovito ihtel in obraz je imel moker od solz. Niso potrgane, je zaklical in z obema rokama objel eno od posteljnih zaves. Niso potrgane z obročki in vsem drugim. Tukaj so. Tudi jaz sem tukaj. Sence stvari, ki naj se zgodijo, se lahko preženejo. In se tudi bodo. Vem, da se bodo. Ves čas so se mu roke igrale z obleko, jo obračale navzven, si jo oblačile narobe, jo trgale, jo zalagale, jo uporabljale za vse mogoče čarovnije. Ne vem, kaj naj naredim, je zaklical, se zasmejal in zajokal v isti sapi in se z nogavicami našemil v izvrstnega laukuna. Lahko sem kakor peresce, srečen kakor angel, razposajen kakor šolar, potoglav kakor pijanec. Vesele božične praznike vsem od kraja, srečno novo leto vsemu svetu, živjo, hopla, živjo! Živahno se je pognal v dnevno sobo in obstal v njej popolnoma brez sape. Tule je piskrček za vseno kašo, je zaklical, pa spet odhitel stran in zaplesal okoli kamina. Tule so vrata, skozi katera je stopil duh Jakoba Laporja. Tule je kot, v katerem je sedel duh sedanjega božiča. Tamle je okno, skozi katero sem gledal potujoče duhove. Vse je v redu, vse resnično, vse se je zgodilo. Resnično. Za človeka, ki je bil že toliko let iz vaje, je bil to kar sijajen smeh. Skoraj znamenit smeh. Oče dolgega rodu bleščečih smehov. Ne vem, katerega smo, je rekel. Ne vem, kako dolgo sem bil med duhovi, nič ne vem. Pravi dojenček sem, nič ne de, prava reč, kar naj bom dojenček. Hopla, živjo! V tem zanosu so ga ustavili cerkveni zvonovi z najslastnejšim pritrkovanjem, kar ga je kdaj slišal. Beng, dang, kladivo, bim, bom, zvon, zvon, don, din, kladivo, bang, dang. Joj, čudovito, čudovito! Pohitel je k oknu, ga odprl in stegnil ven glavo. Nobene megle, nobenega mrliča, jasno, vedro, prijetno, spodbudno, mrzlo. Mraz je piskal krvi, da je plesala, zlato sonce, nebeško nebo, sladek, svež zrak, veseli zvonovi. Joj, čudovito, čudovito! Kaj je danes? Je zauklical navzdol dečku v pražni obleki, ki je mogoče po naključju zašel sem. A? Je odgovoril fantek in se mu na vso moč začudil. Kaj je danes, dečko moj zlati, je ponovil stispuh. Danes, je odgovoril fantek. Ne veste, sveti dan. Sveti dan je sam pri sebi rekel stispuh. Nisem ga zamudil. Duhovi so vse skupaj opravili v eni sami noči. Lahko napravijo vse, kar se jim zahoče. Seveda lahko, seveda lahko. Slišiš, zlati moj? Prosim, je odgovoril fantek. Poznaš perutninarja 2 ulici naprej na vogalu? Je vprašal stispuh. Mislim, da že, je odvrnil fantek. Bister dečko, je rekel stispuh. Imeniten fant. Mogoče veš, so že prodali odlikovanega purana, ki je visel v izložbi. Pa ne malega, ampak velikega. Aha, tako velikega, kakor jaz, je vprašal fantek. Kakšen sladek dečko, je rekel stispuh. Užitek se je pogovarjati z njim. Ja, sinko. Še zdaj visi tam, je odgovoril deček. Še, je rekel stispuh. Pojdi mi ga kupit. Ja, je zaklical deček. Ne, resno, je rekel stispuh, resno mislim. Pojdi mi ga kupit in jim naroči, naj ga prinesejo sem, da jim bom lahko povedal, kam naj ga pošljajo.
Vrni se z raznašalcem in dal ti bom šiling, in če prideš nazaj prej kot v 5 minutah, dobiš pol krone. Fantek je stekel, kakor bi ga izstrelil. Kdor bi hotel ustreliti pol tako hitro, bi moral biti mirne roke na petelinu. Pošljem ga k Bobu Krači, je zašepetal Stispuh, si pomel roke in prasnil smeh. Naj ne zve, kdo mu ga pošilja. Še enkrat večji od malega Tima, niti sam Kljukec si še ni privoščil takega špasa, kakor bo tale pošiljka. Roka, s katero je napisal naslov, ni bila mirna, vendar ga je le nekako spravil skupaj in odšel dol odpirat vržna vrata, pripravljen na prihod perutninarjevega sla. Ko je tam stal in čakal na njegov prihod, je zagledal trkalo. Dokler bom živ, ga bom imel rad, je zaklical in ga potrepljal. Do zdaj ga sploh nisem opazil. Kakšen pošten izraz na obrazu. Čudovito trkalo. Aha, Puran je že tu. Hej, halo, dober dan, vesele božične praznike. Tak Puran, saj bi ta ptič sploh ne mogel ostati na nogah. V trenutku bi se mu polomile, kakor vžigalice iz pečatnega voska. Ne, se ga v Camden sploh ne morete odnesti, je dejal Stispuh. Treba bo najeti izvoščka. Smeh, s kakršnim je to rekel, in smeh, s kakršnim je plačal Purana, in smeh, s kakršnim je dal denar za izvoščka, in smeh, s kakršnim je nagradil Pobiča, je mogel biti stopnjevan samo še smehom, s kakršnim se je zasopel, znova usedel na slonjač in se nasmejal do joka. Britje ni bilo lahko delo, ker se mu je roka še naprej zelo tresla in britje zahteva pazljivost, čeprav pri tem ne plešeš. Ampak tudi, če bi si bil odrezal konček nosu, bi si ga prelepil s kosom obliža in bi bil kar zadovoljen. Oblekel se je v najboljše in nazadnje odšel na ulico. Ljudje so ob tem času vreli na plan, kakor jih je videl ob duhu sedanjega božiča. Sam pa si je dal roke na hrbet, se vsakemu zagledal v obraz in se mu veselo nasmejal. Skratka, bil je tako neustavljivo prijazen, da so 3 ali 4 dobrodušni moški pozdravili. Dobro jutro, gospod, vesele božične praznike. In Stispuh je pozneje pogosto ponavljal, da so ga med vsemi ljubeznivimi glasovi, kar jih je kdaj slišal, ti najbolj ljubeče poščegetali v ušesih. Ni še prišel daleč, ko je videl, da mu gre nasproti postaven gospod, ki je prej ta dan prišel k njemu v menjalnico in rekel: Stispuh in Lapor, če se ne motim. Kar pri srcu ga je zbodlo ob misli, kako ga bo stari gospod pogledal, ko se srečata, vendar se je zavedal, kakšna pot je naravnost pred njim in se ji ni izmaknil. Dragi moj gospod, je rekel, pospešil korake in prijel starega gospoda z obema rokama. Dober dan, upam, da vam je šlo včeraj po sreči, bili ste zelo ljubeznivi. Vesele božične praznike, gospod. Gospod Stispuh? Tako je rekel Stispuh. Tak je moj priimek in če se ne motim, vam ne zveni prijetno. Dovolite mi, da vas poprosim odpuščanja in če ste tako dobri, pri tem mu je nekaj zašepetal na uho. Križana gora, je zaklical gospod, kakor da mu je zaprla sapo. Dragi moj gospod Stispuh, pa to resno mislite? Če dovolite, je rekel Stispuh, niti beliča manj. V tem znesku je veliko neizplačanih daril, da boste vedeli. Ste tako dobri? Dragi moj gospod, je dejal oni in mu segel v roko. Ne vem, kaj naj rečem ob tolikšni radodarnosti. Je že dobro, prosim, je odgovoril Stispuh. Oglasite se pri meni, boste prišli? Bom, je vzkliknil stari gospod. In bilo je jasno, da bo res tako storil. Hvala, je rekel Stispuh. Strašno sem vam hvaležen, 100-krat vam hvala, Bog vam daj srečo. Odšel je v cerkev, hodil po ulicah, gledal ljudi, kako hitijo sem trtja, trepljal otroke po glavi, ogovarjal berače, pogledoval dol v hišne, kuhinje in gor v okna in ugotavljal, kako mu vsaka stvar povečuje zadovoljnost. Nikoli se mu še sanjalo ni, da bi mu mogel kakšen sprehod, da bi mu moglo sploh kaj prinesti toliko sreče. Popoldne se je namenil proti nečakovi hiši. 12-krat je šel mimo vrat, preden si je upal stopiti noter in potrkati. Vendar se je le odločil in to storil. So gospod doma, ljuba moja, je vprašal hišno. Čedna punčka zelo. Doma, gospod. Kje pa so, ljubica moja, je rekel. V jedilnici, gospod, z gospo.
Pokažem vam po stopnicah, če dovolite. Hvala, poznajo me, je rekel in z roko že pritisnil na kljuko jedilnice. Kar naprej stopim, ljuba moja. Narahlo je pritisnil in pomolil glavo noter. Gospod in gospa sta pregledovala mizo, ki je bila praznično pogrnjena. Zakaj mlade gospodinje so ob takih priložnostih zmeraj živčne in rade vidijo, da je vse v redu. Fred, je rekel Stispuh. Ti moj ljubi bog, kako se ga je nečakinja po svaštvu ustrašila. Stispuh je za trenutek pozabil, kako je prejšnji večer sedela v kotu s pručko pod nogami, drugače bi ne bil tega storil za noben denar ne. Ne, bog me nima rad, je zaklical Fred. Kdo je pa prišel? Jaz, tvoj stric Stispuh. Na kosilo. Mi dovoliš, Fred? Če mu dovoli. Še sreča, da mu ni otrgal roke. V 5 minutah je bil kakor doma. Ni mogel biti srečnejši. Nečakinja pa ravno tako. In ravno tako Topr, ko je prišel. In debelušna sestra, ko je prišla. Taki so bili vsi od kraja, ko so prišli. Čudovita družba, čudovite igre, čudovita složnost, čudovita sreča. Ampak drugo jutro je sklenil iti že zgodaj v pisarno. Ja, zgodaj. Če bo le mogel priti tja prvi in zalotiti Boba Kračo, kako zamudi. To mu je prišlo na misel. In je tako tudi storil. Resnično, ja. Ura je bila 9, Boba nikjer. 9:15. Prišel je z 18 minutami in pol zamude. Stispuh je sedel pri na stežaj odprtih vratih, da ga je lahko že oddaleč videl, ko je stopil v kotel. Odkril se je, še preden je vstopil, in odložil tudi brezrokavnik. V trenutku je sedel in vzel pero v roke, kakor bi hotel ujeti 9. uro. Slišite, je zarobantil Stispuh s privajnim glasom, kolikor ga je le mogel ponesti. Kaj pa vendar mislite, da prihajate sem ob taki uri? Strašno mi je žal, gospod, je rekel Bob. Pa sem res zamudil. Se vam zdi? Je vprašal Stispuh. Ja, po mojem ste. Stopite sem, prosim. Samo enkrat na leto, gospod, je poprosil Bob, ko je prišel iz svojega kotla. Ne bom več. Včeraj sem bil precej dobre volje, gospod. No, vam bom nekaj povedal, dragi moj, je rekel Stispuh. Nič več ne mislim trpeti takih reči. In zato, je nadaljeval, planil s stola in Boba tako sunil v trebuh, da se je opotekel ritemsko nazaj v svoj kotel. In zato vam mislim povišati plačo. Bob je zatrepetal in se malo približal ravnilu. V trenutku ga je prešinilo, da bi z njim mahnil Stispuha. Zgrabil ga bom in sklical ljudi na dvorišče, naj mi pomagajo, da mu nadenem prisilni jopič. Vesele božične praznike, Bob, je rekel Stispuh, pa tako resno, da ga ni bilo mogoče narobe razumeti, ko ga je potrepljal po hrbtu. Bolj vesele, Bob, moj dobri fant, kakor sem ti jih voščil prenekatero leto. Povečal ti bom plačo in ti priskočil na pomoč, ko se ubijaš z družino. Še danes popoldne se bova pogovorila o vsem skupaj pri kozarčku kuhanega božičnega vina, Bob. Dobro zakuri in kupi še en zaboj premoga, preden zapišeš še kakšno črko, Bob Krača. Stispuh je bil boljši od dane besede. Storil je vse, kar mu je obljubil in še neskončno več. In malemu Timu, ki ni umrl, je postal drugi oče. Postal je tako dober prijatelj, tako imeniten gospodar in tako izvrsten človek, kakor ga zlepa ne pozna nobeno dobro staro mesto, trg ali prestolnica na dobrem starem svetu. Eni so se smejali, ko so videli tako spremembo na njem, vendar jih je kar pustil in se nikaj prida zmenil zanje. Bil je namreč zadosti pameten, da je vedel, da se še nikoli ni nobena stvar zgodila na tem svetu z dobrim namenom, ne da bi se jih kdo do sitega nakrohotal, in ker je vedel, da bodo takile ljudje ostali na vekomaj slepi, si je pač mislil, da je ravno tako dobro, če mu mežikajo in se muzajo, kakor če bi imeli kakšno bolezen, manj prikupne oblike. Samemu pa se je srce smejalo in to mu je zadostovalo. Z duhovi pa ni imel nobenega opravka več, vendar je poslej živel po načelih popolne zdržnosti in povsod so pravili o njem, da ve, če le kdo na svetu, kako je treba lepo praznovati Božič. Bog daj, da bi kaj takega zares govorili tudi o nas, o vseh nas. In, kakor je dejal mali Tim, Bog nam daj srečo vsem od kraja. Konec.